V Domžalah je zadnja uvrščena ekipa prve lige pričakala nogometaše Celja, ki so v prejšnjem krogu po dolgem času izgubili doma proti Mariboru. Radomlje pa so še vedno ekipa, ki so na zadnjem mestu, ampak želijo priti nekoliko više in so v tem drugem delu prvenstva v nekoliko boljši formi. Nazadnje so doma premagali nogometaše Rudarja, bilo je 1-0. Prvi polčas pa je bolje pričela gostujoča ekipa, streljal je Krajcar, ampak žoga je končala zgolj v kotu. 20. minuta, še ena kombinacija za nogometaše Celja. Sani je prišel pred vrata in stresel vratnico, prav tako ostalo pri rezultatu 0-0. Nova akcija za Grofe, podaja pred vrata in tokrat je prišel do zaključka Verbič. Nova akcija Celja in izjemna žoga pred vrata. Miškič je poskrbel za prednost gostov 0-1. Tekla je 42. minuta. Miškič je popeljal Celjane do minimalne prednosti. V drugem polčasu dolgo časa nič, potem pa vendarle nekaj dogajanja. Najprej priložnost za vrhunca, ki je poskušal daleč, to je bil močan in nekoliko premalo natančen strel. Kombinacija Celjanov in najprej vratnica, številka 1, potem pa še druga. Lendrič je streljal in potem je še Bajde zatresel okvir gola. Nogometaši Radomelj so zapretili prek Đurkovića, ki je iz dokaj solidnega položaja zgrešil vrata. Nato še ena kombinacija igralcev Radomelj, zgrešil je vrhunc. Nato še kazen za Lidžana, ki je prejel še drugi rumeni karton, takole je storil prekršek, blizu je bil glavni sodnik in Lidžan je moral predčasno z igrišča, kajti to je bil še drugi rumeni karton za tega nogometaša in Radomlje so tekmo končale zgolj z 10 nogometaši. Verbič je po prekinitvi stresel prečko, gola tokrat ni bilo. Potem pa še zadnja akcija tega dvoboja, podaja pred vrata. Vuk je poskušal, ampak na pravem mestu celjski vratar. Ostalo je pri zmagi Celja pri vodstvu gostov 0-1, v prvem polčasu pa je že odločil Miškič. Ja, Celje je imelo svoje priložnosti, bili so boljši, moram reči. Imeli so tudi mi svoje priložnosti, lahko bi izenačili, ampak na koncu se nam ni šlo. Ja, res je, mi smo nekako vedeli, kaj nas tukaj čaka. En zelo organiziran nasprotnik. Mi smo nekako poskušali pritiskati skozi celo tekmo, nekako stopnjevati ritem. Smo si ustvarili vsaj nekaj priložnosti, ne nazadnje, ne vem, 5, mislim, da vratnic. Žoga žal ni hotela v gol, da bi nekako bolj mirno lahko pripeljali tekmo do konca. Na koncu normalno, če iz njihove strani pritisk in bom rekel, hvala Bogu, da se je končalo tako, kot se je. In iskrene čestitke fantom.